Nagodeta do Janše, kronika novodobnega montiranega sodnega procesa Patria, ki je šla pri družbi Politiki PRDO, soizdajatelj pa je naša založba Nova obzorja. Na tem mestu prav lepo pozdravljam avtorja knjige magistra Dejana Kaloha in publicista ter profesorja dr. Boštjana M. Turka. Lepo pozdravljena. Hvala. Najprej na kratko predstavim avtorja knjige. Rodil se je v Mariboru, po izobrazbi je diplomirani pravnik, nedavno je tudi magistriral na Fakulteti za državne in evropske študije. Družbeno-politične tekste je začel pisati v času študija na pravni fakulteti. Takrat je največ objavljal v Mariborskem Večeru, zadnja leta občasno piše za revijo Demokracija. Kaloh je ustanovitelj politično-informativnega spletnega portala Politikis.si, ki je v zadnjih letih veliko pisal prav o aferi Patria in z njo povezanimi političnimi zlorabami slovenskega tožilstva in sodstva. Slovenija ga je kot publicista spoznala leta 2010, ko je napisal odmevno knjigo Od partije do Patrije, kjer je razgalil eno najbolj vročih politično motiviranih afer po slovenski osamosvojitvi. Knjiga je izšla pri naši založbi Nova obzorja. Leta 2013 je prav tako pri naši založbi izdal še knjigo Milan Kučan, ko Boter spregovori o sebi, kjer je pod drobnogled vzel življenje, delo in lik najbolj znanega, najbolj razpitega slovenskega politika v zadnjih desetletjih Milana Kučana. Sedaj pa je pred nami njegova nova, zelo zanimiva in pomenljiva knjiga Od Nagodeta do Janše, kronika novodobnega, montiranega sodnega procesa Patria, ki obsega več kot 450 strani. V njej so objavljene številne fotografije in nekateri dokumenti. Cena knjige je 25 evrov. Gospod Turk, najprej začnem pri vas. Za knjigo ste napisali predgovor, ki ste mu dali naslov Atentat na prihodnost. Zakaj tak naslov predgovora? Čem je po vašem mnenju pomen te knjige? Ja, hvala lepa za besedo. Jaz najprej čestitam avtorju za, bi rekel, izjemno plodovito delo, ki se zagotovo, tako kot njegova prejšnja, bo vpisalo v zgodovino tega mračnega in temnega obdobja, ki ga Slovenci preživljamo. V bistvu so knjige, kot je Dejana Kaloha, predvsem pa ta njihov velik akribični zagon, velika zmožnost analitične in sintetične presodne moči. Tisto, kar je demokratični strani v Sloveniji danes na voljo kot žal eno zelo redkih orožij, ko se brani proti brezumju, proti nasilju. Jaz sem dal v svojem uvodu naslov Atentat na prihodnost iz preprostega razloga, ker je ta celotna zgodba o Patriji atentat na prihodnost. V tem smislu knjiga odlično se vklapla v prejšnji dve Kalohovi knjigi, namreč Od partije do Patrije. Jaz bi dodal še in nazaj, ker zdaj smo prišli nazaj, in v knjigo, ko Boter spregovori o sebi. Kajti tu je podan glavni akter, tu je podana, bi rekel, tehnično izvedbena plat in kronologija. Tu so pa zdaj v zadnji knjigi, so pa podani vsi dokumenti, ki so in pa njegova avtorjeva spremna misel k tem dokumentom. Pri tem smo. Če jaz pišem o atentatu na prihodnost, pomeni, da smo se vrnili v preteklost. Sam osebno sem bil z zadevo Patrija seznanjen tistega nesrečnega 5. septembra, mislim, da je to bilo, ali pa 6. na televiziji Slovenija, ko sem v Odmevih doživel premiero. Takrat jaz nisem vedel še nič, takrat je Patrija prišla pred volitvami. Bili smo 4 politični analitiki zaprti v bunker na RTV Slovenija, kjer smo si najprej ogledali film, si morali ustvariti mnenje in potem šli v studio v živo to komentirati. Sem film videl, jaz Patriji prej nisem vedel ničesar. Ko sem film videl pa Berglunda, sem vedel, da je to pravljica, da je to pač čisto navadno nakladanje. Da ti Berglundovi, bi rekel, Berglundovi konstrukti so napisani tako, kot če bi jaz recimo pisal bodisi o
skrivnosti jedrske bombe, bodi se skrivnosti genetskega koda južnoameriških indijancev. Ne. To bi bilo pač čisto nakladanje. Ne. Seveda sem se pa že takrat zavedal, ne, pač, če bi to išlo v nekem času, kjer ne bi bilo volitev, bi rekel, dobro, da je spet. Ampak sem se zavedal, da so ti akterji vložili Patrijo v sam začetek volitev. Ne, tako kot piše Dejan Kaloh, seveda ta Patrija potem postaja stalnica vseh volitev. 7 let je ta Patrija, da bom ponavljal, spremljala prav vsake volitve in eskalirala prav pred vsakimi volitvami, pa ne pred, ampak v času volilne kampanje, ne? Ne? Če hočete, zdaj, vsi poznamo rekonstrukcijo, začenši z letom 2008, ko so bile volitve 21. septembra, pa do leta 2000, se pravi 2014, ko je bil vodja opozicije odpeljan na Dob, pač v času volilne kampanje, ne samo to, je bil potem človeško, to se meni vse te Patrije najbolj vtisnil v spomin, človeško najbolj ponižujoč način priveden za potrebe spet nekega n-tega sodnega postopka. Seveda, odlično ta knjiga razkriva to, kar je temeljno. Ne? Temeljno je pa to, da mi živimo v totalitarizmu, da je pravosodje zgolj refleks totalitarnega sistema. V tem se ne razlikuje, bi rekel, bistveno, uporabljam izraz bistveno, od pravosodja, ki smo ga poznali pred padcem Berlinskega zidu. Res, da policija procesira pijance, razgrajače, male lopove, res, da so našli, pa kdo mislim, da po zaslugi Vinka Gorenaka, tiste, ki so ropali sef v SKB banke in tako naprej, ampak ta policija seveda upravlja politično kontrolo brez izjeme. Postriže vse, kar se želi sistematično ali drugače upirati totalitarnemu sistemu, kakršen je vzpostavljen. Se pravi, tisti, ki so na vrhu Janez Janša, dobijo Patrijo, tisti, ki smo pa v nekem mikrookolju, dobimo pa Giuseppe Pierazzija. In to je razporejeno in to deluje 100%. Drugi problem, ki je tudi knjiga razkriva in ki je prav tako pereč v totalitarnem sistemu, tudi mediji ne morejo biti netotalitarni. Patrija je v bistvu bolj kot sodni produkt medijev, ne, ki so, se pravi, večinskih, govorimo o večinskih medijih, ne, da se razumemo. Uporabljam izraz večinski mediji, ki so to farso vzdrževali v sebi v sramoto. In jo vzdržujejo še danes. Jaz gojim v dnu svojega srca, gojim neko upanje, da bo prišel trenutek, ko se bo, kot se je RTS, se pravi radiotelevizija Srbije, opravičila gledalcem za to, kar je počela v času Miloševića, da bodo zmogli večinski mediji, vsaj približen pogum, gojim upanje, da je to slepo upanje. Se zavedam, da je zelo malo možnosti, da bo to upanje sedel resnično, pa kljub temu človek lahko goji upanje, zakaj pa ne? Da se bodo večinski mediji upravičili za to, kar so počeli v zadevi Patrija. Kot to, kar imamo pa vsi državljani v zadevi Patrija, je pa to, da nismo mogli od leta 2008 na svobodne volitve, kajti niso bile svobodne. To, da je brezposelnost narašla za n-krat, zdaj imamo 120 000 brezposelnih, skoraj za še enkrat, to, da vzhodna kohezijska regija, kar ni bilo leta 2008, preživi, se pravi, govorim kraj severovzhod Slovenije, preživi zdaj že pretežno zaradi, bi rekel, na nek način človeško ponižujočega, natrujočega dela v Avstriji, čeprav Avstrija je, kar se tega tiče, neskončno bolj urejena, tega ni bilo, Da ne govorimo o splošni klimi v državi, ker se je pač uveljavila popolna partijska rekonkista, popolna, z izdajo kovanca, z spominjanjem vseh simbolov, in kjer se je pač oblast nazaj vrnila v roke tistega, ki jo je pač leta 90 zadrževal v sebi, po svoji najvišji formalni funkciji v okviru tedanje hierarhije slovenske družbe. To je Milana Kučana, generalnega sekretarja Centralnega komiteta ZKS-a, kot se je temu v Jugoslovanščini takrat rekel. Morda je v tem tudi ena edina dobra plat te zadeve, da je ta rekonstrukcija totalitarnega režima pobudila knjige, kot je tale od Dejana Kaloha in one prejšnji dve, zaradi tega, ker
je tisto malo demokratičnega razuma, kar ga je še ostalo v državi, začelo iskati vzroke, začelo iskati pojavne oblike sindroma rekonkiste partijske oblasti in pri tem našlo neskončno stvari. Danes razpolagamo z dejstvi, recimo, da kakšna je armatura totalitarnega sistema v sodstvu, kdo so bili Masterša, kdo je Fischer, kdo je bil Fischer, kdo je Bavcon. Skratka, razpolagamo po zaslugi ljudi, kot so Dejan Kaloh, razpolagamo z neskončno informacijami ali pa z neskončno več informacijami, ki so nam bile recimo 8-9 let nazaj na voljo. Še enkrat povem, nismo brez moči, ko se branimo pred nasiljem. V tem smislu ima knjiga Dejana Kaloha, ki je tudi ne samo, bi rekel, kritična, poglobljena in analitična študija zgodbe o Patriji, ampak tudi osebno pričevanje človeka, ki se je izpostavil za to, človeka, ki je organiziral shode, tudi v Mariboru, ki je šel med vztrajnike, ki je govoril, ki je dnevno obveščal slovensko javnost na svojem portalu in to je pač neka dodatna vrednost, bi rekel, avtorjeva vložka v to knjigo, ji daje življenje, ji daje dinamično moč. In z vseh teh razlogov sem prepričan, da to knjigo čaka lepa prihodnost in predvsem, da bo pričevanski dokument še v času, ko morda teh, ki smo tukaj prisotnih, ne bo več, se bodo pa zgodovinarji ukvarjali, kaj se je tedaj v slovenskem narodu dogajalo in zakaj tak strahoten zamik. In na začetku tega vprašanja bo seveda stala Patrija in tudi Dejan Kaloha, knjiga o njej. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kaloh, naslov vaše nove knjige je dovolj zgovoren sam po sebi. Pa kljub temu, kje vidite vzporednice med povojnim totalitarnim časom in sodobnostjo v kontekstu sodstva? Metod, hvala lepa za uvodno vprašanje. Najprej bi si dovolil se zahvaliti vsem prisotnim, tudi predstavnikov dveh medijev, Slovenske tiskovne agencije in pa Top TV Vladimirja Voduška in pa seveda mojemu sogovorniku na desni strani, dr. Boštjanu Turku, za odličen uvod in uvid v problematiko Patrije, kar je danes, bi rekel, redki intelektualni biser, da se kdo na takem visokem akademskem nivoju spušča v to tematiko, ki je skoraj da nekako prezrta v tem prostoru, v smislu neke dobre, res dobre žlahtne argumentacije. Prav tako bi se zahvalil za današnjo prisotnost moji ženi, dvojni doktorici Nataliji Kaloh-Vit, ki je prav tako z svojimi intelektualnimi idejami in pa z vseobčo pomočjo, ko sem pisal knjigo, tudi pri skrbi najne hčere, sodelovala, tako da hvala lepa. Prav tako bi se zahvalil gospe Veri Ban, ki jo šteje med mojo osebno prijateljico, za njen doprinos v smislu stilističnih korektur. Vera, hvala. In pa posebej še bi omenil tukaj, ker je danes prisotna Ana Zagožen z nami na tiskovni konferenci, se pravi včera, zdaj že žal pokojnega, dr. Jožeta Zagožna, ki ga je, bi rekel, proces Patrija nekako ugonobil v smislu pospešitve bolezni. Zdaj, seveda, Metod je postavil vprašanje v zvezi s pojednicami. Najprej naj začetku povem, da gre seveda za logično nadaljevanje moje prve knjige, ki jo je že menjal dr. Turk, Od partije do Patrije. Gre za nadaljevanje, ki se začenja z samim sodnim procesom oziroma z na začetku medijsko napovedjo obtožnega predloga, ki so ga seveda predobili izbrani mediji kot Mladina, pol kasneje šele obtoženci. Sporednice se pa seveda jasno vlečajo in so vidne, bi rekel, iz Lune od leta 1947, iz famoznega Nagodetovega procesa. Ena mala mimobežna pomba, tudi Črtomir Nagode je tako moj sogovornik, dr. Turk, doktoriral v Parizu, če niste vedeli. To je ena taka posebnost, ki mi je meni ostala taka neka gumo, zelo zanimiva. Potem pa klasične prispodobe oziroma sporednice, kot so montiranost temelječa na lažnivih obtožbah, žaljiv, poniževalen odnos do obtoženih, medijski stampedo, ki je sledil temu poročanju. Leta 1947 so se po ulicah ljubljanskih drli zvočniki,
zdaj v tem sodobnem času pa pač režimski mediji podobno kričeče z mastnimi naslovkami, tudi včasih lažnivimi, kam se vse denar stekal, temu, bi rekel, v navednicah nivoju sledijo. Politična nota tega procesa, jaz sem bil malo celo presenečen, odvetnik Boris Marčič, ki ni ravno fan, bi rekel, medijsko najbolj razpitega obtoženega Janeza Janše, mi je na sodišču enkrat off-record dejal, da kdo je pritaknil Janeza Janše k temu procesu, je bil genijalen, peklensko genijalen. Jaz sem pol gospoda Marčiča vprašal, sem rekel, jaz lahko to objavil, ker je bila dan off-record objavil, rekel, Dejan, dovoljujem, ker je resnična. In če to reče oseba, ki je 30 km, 30 let v pravu na sodnih procesih, da nekaj takega pove in upa se javno objavi, to pomeni, da je ta političnost tega procesa, ta montiranost jasna, vidna, da bolj ne bi mogla biti. Na sami naslovki knjige smo tudi videli tisto znamenito sliko zaslišanja v leto 1988 v sodnem procesu, oziroma vojaškem sodnem procesu JBTZ, kjer so tudi opozicijskega, bi rekel, takrat nasprotnika grozili, da bo ga postavili pred zid, in ta nekak retorika, bi rekel, se je vlekla vse do današnjih dni, se če te spravijo v zapor, v današnjem kapitalističnem svetu ti odzame eksistenco, se tako rekoč obsoja na smrt. Sem pa ja še opazil neke intimne sporednice, ki so se pojavljali pri samem poročanju režimskih medijev, da so ne samo lažnivo obtoževali, kam je, kot sem rekel, stekal ta denar od Patrije, celo več. Sporednica recimo je ta, da žrtev procesa iz leta 1947, dr. Črtomir Nagode, je imel slučajno, ali pa mogoče niti na ključe, isto ime kot sin Janeza Janše Črtomir, ki ga je tudi novinar Dejan Karvažet tako rekoč spravljal na drugi svet, ko je spraševal državne organe, če je to res, da je sin v čudnih okoliščinah umrl, kaže na zelo bolane prijeme novinarske, in ta grozljivka, kot jo imenujem, ni nič kaj drugačno, kot bila tista iz leta 1947. Gospod Kavak, v uvodu pravite, da je kronika novodobnega montiranega procesa Patrija delno tudi vaša zgodba. Zakaj? Od samega začetka sojenja, ki se je začelo v septembru 2011, sem bil prisoten kot novinar, več kot polovico narokov sem se odeležil. Že tako na drugem naroku, ko se je v bistvu sojenje preselilo v večjo dvorano okrožnega sodišča, me je Masešal, tiskovni predstavnik, Gregor Storin, že takoj začel zasliševati, voziti z nekimi postopki, ker smo bojda kršili sodni red s tem, da smo v bistvu poročali, podali javnosti informacije preko SMS sporočil. To seveda ni bilo v ničemer sporno, ampak je tam igral, bi rekel, nekega križanca med jugomiličnikom in nekim sodnim pomožnim osebjem. Že takoj prva taka negativna izkušnja. Potem seveda je sledila odmevna hišna preiskava, ki je posredno vezana na temo Patrije, kjer smo na spletnem portalu objavili nezakonito odredbo hišne preiskave oziroma finančne preiskave zakoncev Janša in pa pokojnega dr. Zagožna. In ni prijetno, vam moram povedati, ko leto pa pol star otrok gleda te uniformirane možakarje, kako hodijo po stanovanju, pregledujejo, in ob tistem joku pač ti moraš argumentirati, da nisi, oziroma se na nek način upravičevati, nisi storil nič napak, ampak oni pač morajo svoje policijska pooblastila izpolniti. Nadalje, aktivno sem sodeloval pri parlamentarni komisiji Krpan, kjer smo iskali politično odgovornost akterjev, ki so pred letom 2004 podpisovali razna pisma o nameri, ki so domačijsko poslovali z takratno vladajočo vrhuško LDS, in mislim, da nam je to, ne glede na to, da nismo uspeli končnega mnenja sprejeti z delnim poročilom Alenke Jerajke tudi v knjigi, smo, bi rekel, kar dobro izvezali na plano te sopotnike, soprijatelje afere Patrija,
med katerimi je tudi famozni celjski slikar, ki tudi zdaj v mariborskem zaporu prestaja kazen in je tudi bil edini slovenski državljan, do katerega dejansko stekel denar. In pa ne na vse zadnje, zakaj delno moja zgodba, pri odboru 2014 sem doprispeval, bi rekel, k širjenju te problematike novega političnega sodobnega zapornika z govori in pa, kot je že cenjen profesor dr. Trup dejal, v Mariboru sem pa bil celo glavni organizator shoda za vladavino pravo, tako da moram reči, da ta moja zgodba je tudi delno srečna, ko je na svobodo prišel novodobni politični zapornik, delno pa tudi so bili žalostni trenutki, kot sem dejal, z hišnimi preiskavami in pa s kakimi drugimi neprijetnostmi. Zadeva Patria se kot konstrukt in kasnejši sramotni motivni sodni proces slovenski javni prostor zajeda že 7 let. So se zgodile že kar 3 državnozborske volitve. Sojenje se po intervenciji Ustavnega sodišča Republike Slovenije sedaj ponovno selje na prvostopenjsko sodišče. Kdaj se bo vse skupaj končalo? V neki normalni demokratični družbi, kjer je sodna veja oblasti dejansko neodvisna, bi se seveda ta farsa morala končati že leta 2011, ampak temu žal ni tako. Mislim, da je afera Patria in kasnejši sodni proces na nek način trajno zaznamoval to našo ljubo Slovenijo. Standard je vmes med temi periodami, vedno z novimi začetki Patrije, vplival na vse nas, na naš standard, na razkroj moralnih vrednot. Zdaj, na mesto bi bili možje in žene, ki nam sodijo v imenu ljudstva vzor, se raje maskirajo v titoistične uniforme in plešajo, se zabavajo pod simboli prejšnje totalitarne države. To kaže na ta zaton vrednot, ki vprašanje, kdaj se bojo same po sebi na nek način očistile. Zdaj, Ljubo Bavcon, tvorec komunistične represivne zakonodaje, jasno navodilo v delu, da se proces Patria še ne sme končati in da celo dopušča možnost, da se bo končal, kot se je že končal pod sodnico Barbara Klajnšek, se pravi s ponovno obsodilno sodbo. Zdaj, nova sodnica, če bo sledila napotkom Ustavnega sodišča, ki so v tem segmentu dokaj nedoumni, bi seveda ta skonstruiran obtožni predlog mogla zabrisati na odpad pravne zgodovine in končati zadevo enkrat za vsele. Nekaj informacij, ki jih imam sicer tak, bi rekel, iz teh sodnih milijev, kaže tudi na to, da se bi strašno trudi, da bi se obtožni predlog, čeprav je to pravno nevzdržno, modificiral. Mogoče tudi bi se naredila rušada pri Ferlincu, da ga več ne bi Ferlinc zastopal, ampak skoraj dvomim, da bo to pustili kar tako iz rok, glede na to, da poznamo njihove metode dela in koga imajo, bi rekel, v svojih kremplih. Zdaj, kaj v mestnem obdobju, ko zdaj čakamo, da se konča dokončno ta kalavarija, nam preostane? Zdaj, mi nimamo nekih paravojaških enot, enovejevskih, nimamo uličarjev, ki bi granitne kocke metali na ljudi pa na policiste, nimamo masovnih medijev, ki bi lahko širili, bi rekel, resnico. Zdaj se lahko borimo z besedo, kot se jaz recimo borim, kot se spoštovani kolega dr. Turk bori z besedo, ki je lahko včasih bolj ošiljena, ko še tako oster meč. In tukaj je tisto naše orožje edino, da pronica to v javnost in pa jaz tudi ostajam optimist. Ne na vse zadnje se jeseni obeta nova medijska hiša, ki bo, upam, da dovzetna, bo imela ohod za teme, ki so prezrte v našem širšem družbenem prostoru in pa ki bo seveda poročala, kot narekujejo medijski standardi, objektivno, resnicoljubno in pa da bo dala možnost nekako obema stranema izjasnitve določeni problematiki, tako da upam, da moramo tukaj biti pozitivno naravnani. Hvala. Ja, torej na vprašanje, kdaj se bo ta proces končal, je odgovor zelo jasen. Ta proces se nikdar ne bo končal. To je Bavcon seveda dobro vedel, ker Bavcon je zavezan tako imenovanim teoremom permanentne revolucije, ki so jedro političnega in pravnega sistema, v katerem je zraslo. Izhajajo pa iz tes Josipa Visarionoviča.
Torej, to pomeni, da se revolucija, to je neka usporednica, ki jo je Visarionovič Josip pobral, ker je bil teolog, je slišal v učiteljišču oziroma v semenišču. Namreč tako kot Bog je svet ne samo ustvaril, ampak ga sleherni trenutek vzdržuje v bivanju, tako revolucijo ne ustvarimo enkrat, ampak revolucijo stalno vzdržujemo. Revolucija je permanentna, stalno se vzdržuje. In eno stalno vzdrževanje revolucije za potrebe slovenskega postmodernega občutja je seveda proces patria ali pa kakšen drug proces, ki mora teči. Ne more revolucija delovati, ne da proces patria teče. To je izključujoče in zato bo to teklo v teh variantah, v onih, seveda, gledajte, vsak sodnik, ki bi dal karkoli nase, bi nemudoma sklical obravnavo, na sodni obravnavi zagotovo prisotnost vseh tako imenovanih obtoženih in razglasil proces za ničen in se v imenu Republike Slovenije obtoženim opravičil in zadevo zaprl. To bi morali narediti takoj po, če bi slovensko pravosodje dalo karkoli nase, to izjema je Ustavno sodišče, bi morali to narediti takoj po sklepu Ustavnega sodišča. Zakaj pa tega nismo naredili? Je pa zato, ker je to permanentna revolucija. Vmes so že napovedali, kaj bo zdaj preiskovali Natič Trento, pa preiskovali Natič, ne vem, kaj bo še preiskovali. Potem se bo nekdo od fabulatorjev v zadnji spomnil spet neko zgodbo, ki bojo potem preiskovali in revolucija bo tekla. Sveda, to je, veste, to je pa, kar se mi zdi pa najbolj pomembno, pa vse zadeve je pa tole. Mi smo le uspeli marsikaj narediti v obdobju 88-93. JLA ni več, skratka, odstranili smo precej oklepa. In zdaj, danes, leta 2015 ali pa v času, ko je nastajala Patria, se pravi od 2008, je ta družba le tudi po inerciji potovanja v Evropsko unijo in institucije prišla na to, da je posameznik tisti, ki se odloča sam o tem, kaj bo storil. Recimo, zase vem za moj primer, mi je eden od najožjih sorodnikov, krvnih, povedal, da je en od sodnikov dobil to Giuseppe Pieracija v roke, ta dosje, in ga je zavrnil, ni se hotel ukvarjati s tem. In potem, jaz vem za enega, to vem natančno, vem, ker to, in potem seveda najbrž je bil še kdo vmes. In potem je prišel to v klub Voljnih, kjer je bila tako imenovana Sapramiška, Helena Vidic-Bizjak, ki je pač konjunkturno razmišljala, češ to bo lahko dobro zame, če jaz tule malo kršam pač standarde evropskega sodišča človekove pravice, standarde Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ampak bo to šlo. Pa ni šlo, ker je zdaj šla v kostel tja k medvedom, gospod. Ampak hočem reči, na koncu je to na vsakem človeku, kako se odloči, na vsakem novinarju, kako se odloči. Vsak bo lahko izreče v primeru Patria, bi na toliko in toliko instancah bi lahko en posameznik, ki bi rekel ne, to pa ne. Kajti nekaj vam povem, jaz imena ne moram povedati, ampak boste ugonili iz pripovedovanja. Predsednik Ustavnega sodišča, nekdanji en ljudi, ki imajo največje pravno znanje v Sloveniji, predvsem pa znanje ustavnega prava, je napovedal, ki sem to poslušal, v forumih pač civilne družbe, ki je natančno napovedal, kaj vse bo padlo, začenši z poročilom KPK. Je rekel, to poročilo bo padlo in tudi KPK kot taka bo padla. Je rekel, Patria bo padla. On je povedal, do Božiča bo Janez Janša na prostosti. To je rekel septembra 2014, to se je zgodilo. Je rekel, ta dva nesrečnika so zdržali del noter, zato ker pač to je rekel, v istem trenutku je rekel, zato ker računajo, ker pač ne upajo karkoli, ampak država bo mogla potem vse to plačati. Ampak bojo seveda spustili skupaj, ko bo to vse skupaj padlo. To se je zgodilo. Vse to, kar je ta človek napovedal, ki ima pa neverjetno pravno znanje, se je zgodilo. Se pravi, človek se sprašuje potem, kako nesvobodni, kako bi rekel, nesvobodni, kako osebnostno, če hočete zavrženi, so pa potem ljudje, ki vedo to isto, pa sodijo v nasprotju z lastnim prepričanjem in z lastno vednostjo. Kajti, če pa druga teorija drži, namreč, da so pa prepričani, da delajo po zakonu in pravilno, pa da delajo napačno, potem pa morajo zapustiti službe. Še bolj se pa tu kaže v mediji.
tu vidimo sliko tega, te nesrečne, ne bom rekel kaj, od Dejana Kaloha. Teologa, ki govori, da on se z Bogom vedno posvetuje glede tega, da potem govori resnico. Halo? Karma. Se pravičujem, Karma. Ne rado z ust, da ne mažem nič, zato sem to rekel. Imam še nekoga, ki pa tudi ne bom mazal, ker sem patologiji tega primera, ki se isto sklicuje na Boga in vse, in tudi obiskoval isto institucijo in to, pa ne bom zdaj. Ampak hočem reči, to je vse, na koncu je to vse na človeku samem. Človek se lahko odloči, človek obsodi ali ga spusti. Človek se lahko odloči, bo zapisal po resnici ali ne. Kaj ti? Nekaj vam povem. Če bi se samo 1/3 ali pa 1/4 ali pa 1/5 slovenskih novinarjev odločila, da bo spoštovala standarde Münchenske deklaracije in pisala tako, kot se piše v Evropi in v razvitem svetu, bi se sistem podaril. Zato, ker bi zavladala do sistemu ostalih 3/4 neskončna panika. Zato, ker bi ljudi postalo sram. In če bi eden od sodnikov, to sta naredila 2, pa kakšen je bil efekt. Če bi eden od sodnikov, ki jih je režim nanovačil, da bodo obsodili, konkretno Janšo, recimo, konkretno mene, konkretno ne vem, ljudi, ki trpijo zaradi tega, rekel, čakajte, ne, to pa ne. Veste, kakšna panika bi zavladala? Sistem bi se podaril. Zato sem na začetku rekel 88-93. 88 se sistem ne bi podaril. Se začel počas podirati. Ampak vsaj tam nekje od 93 naprej, tako nekako se mi zdi tiste ključne spremembe, ki so se zgodile, da sistem bi se podaril. Če bi dobil odgovorni urednik Dela, zvečer 6-7 člankov, ki bi objektivno pisali o Patrii pa o razmerah v Sloveniji, bi se ustrelil ali pa dal odpoved, ker ne bi mogel ne objaviti. Pred letom 88 bi to seveda naredil. Zdaj pa tega, ampak to se ne zgodi. Kakšni so potem ljudje, ki ustvarjajo slovenske medije? Kakšni so ljudje, ki ustvarjajo slovensko sodstvo? Kaj je z njimi narobe? A vidite, to je v temelju tisto, kar postavlja vprašanje. Pa vse so poštenjaki, vse so. Vsi poznamo, kateri pravniki so stopili na pot oziroma na stran resnice in pravice, kajti iz tega se ni zahecati. Čisto isto analogijo, moj oče je zdravnik, najdem v zdravniškem poklicu. Če bi se konzili zdravniku odločil, da narobe zdravimi pacient umrl, tu se pa konzili pravniku odločil, da narobe sod. V prvem primeru bi bilo vse narobe, tu je pa vse v redu. Hočem reči, apel je to na vsakega posameznika znotraj tega sistema, kako ravna. In še enkrat povem, če bi se minimalna množica skupaj odločila teh, ki so znotraj integrirani znotraj sistema in ki skrbijo, da Slovenija ostaja taka, kakršna ostaja, minimalna množica skupaj odločila, da bo danes naredila in delala drugače, bi se ta sistem podaril. Kajti ta sistem, totalitaren sistem, je strahotno občutljiv. Ne tega pozabiti. Berlinski zid je padel samo zato, ker je nek visoki nemški uradnik, misli samo zato, imel mikrofon pred sabo in je imel neprijetno vprašanje, če to velja, da zdaj lahko vsi gremo ven, in ker ni dobil od centralnega komiteja befela, da ne, je bleknil ja in so šli vsi ven in jih niče ne stavil. Tako malo bi bilo potrebno. In za tega, seveda, to je pa ena stvar, ki bo pa stvar naslednjih analiz, sproža zadeva in tudi knjiga Dejana Kaloha, ki to akribično lansira. In vsaka knjiga ostaja v prostoru. Knjigo je nemogoče iz prostora iztrgati. Ne morate uničiti. Knjiga je tukaj. Postavlja vprašanje antropologije slovenskega človeka v postmoderni dobi. To je pa eno ključnih vprašanj. Toliko. Hvala. Še zadnje vprašanje, bolj aktualno, njeno politično za oba. Kako vključi afere Patrija vidite pismo, ki ga je vodstvo SDS poslalo predsedniku republike, predsedniku vlade in predsedniku državnega zbora za sestanek, na katerem naj bi se preverila možnost, če citiram, ali pri nosilcih najvišjih funkcij državi obstaja pripravljenost za iskanje dogovora o
popravi krivice, ki je bila povzročena slovenski demokraciji in SDS. Konec citata. Če bi še kaj dodali. To smo videli vsi odzive vseh treh predsednikov, vsi so se bolj kot ne temu pozivu SDS oprli z vsemi štirimi, če tako rečem. Prednjačil je seveda predsednik parlamenta Milan Brglez, ki je zelo napadalno retoriko javno obračunaval s tem pozivom. Predsednik republike Borut Pahor je v svoji klasični vsegliharski metodi, ampak kljub vsemu negativno odgovoril, da on je pač opazil, so bile tudi zadnje volitve, legitimne, demokratične, svobodne. Vprašanje, kako je on to videl, ampak on ni bil na dobu. In pa seveda gospod, visokoetični strokovnjak pravni Miro Cerar, pa tudi dan kasneje po tem pozivu odgovoril, da je retorika celo nedostojna, nesramna, neprimerna, bi rekel, predstavnikom parlamentarne demokracije in namesto bi se vsaj premogel ta minimum higiene politične, bi se vse upravičal, da so človeka za več mesecev spravili v končni fazi tudi ob dohodek, s katerim mora preživljati, zdaj je štiričlansko družino, niti to niso premogli. Cerar si pa po drugi strani zaračunava potne stroške dvojne, ko gre na isti konec Slovenije, tako da to je bil njihov odziv, ki pove njihove besede dovolj o njih samih. Morda še boš kaj? Ja, jaz bi tle uporabil, bi rekel, zgled oziroma besede Justina Stanovnika, ki je govoril o tem, da Slovenci nimamo politične elite, da so nam našo elito, ki bi morala biti za vse, onesposoben, in če vzamem Milan Brglez, ni predsednik državnega zbora. Kdo je eno leto nazaj vedel, kdo je to Milan Brglez? Jaz nisem vedel, da je to Milan Brglez, zato ker v akademskem svetu ni napravno čtazga, da bi si ga človek zapomnil. Jaz tudi vam ne znam kot politični analitik povedati imena ministrov te vlade. Če bi zelo se, bi vedel iz področja, na katerem sem zaposlen, bi vedel povedati približno, da je bila Klavija Marquez, se spomnim, predvsem zaradi njenega moža, ki je človeku, ki me je blizu stalno zagotavljal bencinski servis. To je edino, kar vem. Pa drugače je to groteska. Za Cerarja eno leto nazaj ni noben vedel. Pahor je tukaj, dobro, pri Pahorju veš, kaj dobiš in kaj to je. Ampak odgovor je v tem, kako ne pa ti ljudje, ki jih eno leto nazaj nikjer ni bilo, za katere nihče ni vedel, danes pa imajo vso oblast v državi, bi rekel, sploh predmetno govorijo o stvareh tako usodnega javnega pomena, kot je politika. To je seveda drugi del odgovora, pa da je to popolna prevara. To je popolnoma razumljivo, če bi Brglez, ampak Brglez ne da nič nase, zato ker če bi dal kaj nase, bi rekel, ko je ustavno sodišče sprejelo to odločitev, od tedaj naprej je moje mesto na vrhu tega organa, ki je najvišji zakonodajni organ v državi, če ne drugače, vsaj moralno izredno sporno. In bi odstopil. Tako bi ravnala oseba grških tragedij. Ko spozna, kralj Ojdip, ko spozna, kaj je naredil, potegne konsekvence. Pa Milan Brglez, govorimo o Brglezu še enega posebnega razloga, zato ker Brgleza se pa jaz res nikjer eno leto nazaj ne spomnim. Pa se slovensko politiko ukvarjam, bi rekel, res intenzivno vsak dan. Ampak se ga nikjer ne spomnim. On je to res uzurpiral, ugrabil, to si je prigrabil, prisvojil si je to mesto na račun žrtve nekoga drugega. Na račun tega, da so nekoga drugega zaprli, da je on lahko kandidiral.
In drugi Cerar. Glejte. Sploh ni govora. Bom omenil samo to, da Cerarja so pripeljali katoliki, infiltrirani katoliki. Milan Knep je pripeljal. Cerarja so izvolili katoliki. Cerarjeva pretežna večina je iz bazena, ki gre sicer po mladnim strankam. Zato, ker je to napravil tako imenovan forum za kulturo in ne vem kaj že, najdete na internetu, ko Milan Knep, ki je naredil ogromno škode, slovenskemu narodu, ogromno škode, pripelje kandidata za ministra za zdravstvo in kandidata za predsednika vlade in ga prodaja katoliški publiki pod nazivom, najdete še vedno na internetu, Somrak vrednot. Ne? In kako ne ta človek, ki je s tako privaro potem prišel gor, to prizna. Ampak to govori o tem, da v tem grškem izvornem pomenu civilizacije, v kateri mi tukaj izbrani težimo, ni človek, ker ne sprejema posledic svojih odločitev. Antigona je umrla, zato ker je hotela do konca pripeljati, tudi če so se brata že pobila, v redu pa so enega pokopali, ne pokopijo še drugega. Kralj Ojdip je vse zgubil, a ne? In tudi svoja mati je zgubil, ki je bila prežena, in oči je zgubil, vid je zgubil, vse, ko je spoznal, kaj je storil, in tega imate kot hočete. Da ti ljudje se obnašajo, ne, kot da se niso, zakaj se tako obnašajo? Zato, ker jim je samo za eno stvar, tako kot je v partiji vedno, to je za oblast. Samo to jim je vseeno. Samo zato jim ni vseeno, vse stalo jim je vseeno. Pa za moralo, pa za etiko, pa za vrednote. Vse to se nekako, ko se postavi vprašanje oblasti. Tle pa druga anomalija, bi rekel, slovenske antropologije. Ne? Cerar je za oblast. Zato, ker ve, da je zdaj na oblasti in da držijo na oblasti in da je to fino in Brglezu pa sploh. Dobro, Pahor je tu pač, ne, kaj ne rečem. Ima dobre in slabe plati. Ne. Predvsem pa to ni, to, kar so ti trije rekli, ni pošteno. Ne. To je nepošteno govorenje. Ne. Najmanj, kar bi bilo, rekel, v redu, pa ponovimo volitve. Najlepša hvala. Še kakšno novinarsko vprašanje? Hvala. S tem zaključujemo predstavitev knjige Dejana Kaloha, ki nosi naslov Od Nahodeta do Janše, kronika novodobnega, montiranega sodnega procesa Patria. Želim vam obilo zanimivega branja. Najlepša hvala.